Slovenska obzorja. Na stežaj. Ja, čas je, da se odprejo vrata naše radijske klepetalnice Na stežaj, v katero smo pred prihajajočim planiškim praznikom povabili Janija Grilca, skakalnega strokovnjaka in soustvarjalca vseh slovenskih uspehov v zadnjih 40 letih. Gospod in največji dragulj slovenskih smučarskih skokov, kot mu pravijo skakalci, je prve korake v skakalni svet naredil v domačem Adergasu, danes pa ga pozna širni svet in ko se omeni njegovo ime, prav vsi zastrižejo z ušesi in pozorno prisluhnejo tistemu, kar ima povedati, oziroma si pogledajo tisto, kar počne. Več o skokih, ki so njegovo življenje, prihajajočem planiškem prazniku, minulih zimskih olimpijskih igrah in še kakšni zgodbi, pa bova z Janijem Grilcem povedala v nadaljevanju. Dober dan in dobrodošli v naši družbi. Kako ste? Dober dan. Ja, v Škofji Loki je bilo zmeraj prijetno. Staro mesto in nekako doživljaš nostalgijo, kako je bilo včasih. Veliko je te arhitekture in lepo. Je lepo pridati iz domačega cerkljanskega konca tudi na Loško. Vi ste, lahko rečemo, eno tako izjemno prepoznavno ime o smučarskih skokih, pa če pogledava zdaj le malce nazaj v preteklost, kako pa ste se pravzaprav v smučarske skoke tako zelo zaljubili, da so postali ne samo vaš način življenja, ampak kar vaše življenje? Ja, jaz bom rekel, da sem poskušal tisto naprej delati, kar meni ni bilo dano. Bil sem namreč iz Cerkelj, ki je bilo dosti oddaljen za takrat v Kranj. Tako da sem se vpisal začeli smo malo čist tako po vaško v Adergasu skakati sami preko športnega društva Adergas. Potem pa v Kranj, v Triglav. Tam sem že po 2 letih oziroma 3 sem imel poškodbo kolena, tako da sem se nekaj mučil, da bi nazaj prišel. Pa skratka ni šlo, ker so bile operacije, težave, tako da sem se mogel sprijazniti s tem, da po tej plati ne v nič. Potem pa, ko sem prišel od vojakov, so me prosili, da sem prevzel kot trener aktiv Cerklje, seveda amatersko, ker takrat nisem imel še ustrezne izobrazbe, pa nekako tam v cerkljanskem koncu je bilo kar veliko fantov, ki smo jih dobili, da so takrat skakali, tudi nekateri prišli v reprezentančne selekcije preko Triglava v Kranju, tako da so me nekako nahecali v klubu, da sem šel naprej delati šolo, najprej srednjo, potem pa 2-letno trenersko na fakulteti za šport, da so me lahko v Triglavu v Kranju zaposlili profesionalno. Zdaj, da so vam skoki res veliko pomenili, dokazuje tudi samo dejstvo, da ste se iz domačih Cerkelj oziroma iz Adergasa v Kranj vozili celo s kolesom. Ja, mi doma nismo imeli prevoznega sredstva, mislim avtomobila, tako da je bilo treba se nekako drugače znajdeti, ali avtobus ali s kolesom, tako je bilo v tistih časih. In svet smučarskih skokov je postal vaš svet, vaše življenje. Zdaj takole na hitro pogledano, gre res za vrhunski šport, terja določene predispozicije, določene znanja, ampak vendarle morda velja pred prihajajočim planiškim praznikom izpostaviti, za kako kompleksen šport pa pri smučarskih skokih pravzaprav gre. Kaj vse mora dober skakalec imeti? Ja, najprej je, da gremo po vrsti, včasih danes se to ne sme delati več, smo po šolah testirali otroke, nekako da smo videli, kdo je eksploziven, kdo je lahek, kdo je korajžen, in to so bile tiste osnovne stvari, da smo jih skozi to zapeljali v skoke, seveda na manjših skakalnicah, tudi učenje osnov smučanja, skokov, tekaški del pri otrokih, tako da smo jih potem lažje usmerjali naprej. Seveda
začnejo se pa stvari odvijati bolj rekel kompleksno, kar se tiče smučarskih skokov, potem tam v 6., 7., 8. razredu, kjer je pa že treba velik poudarek dati na tehniko skoka, kjer pač prihajajo večje skakalnice. Tam se pa začne trening res se izvajati vrhunsko, da se nekako uskladi ta eksplozivnost, hitrost, moč v tehniko, kjer je bilo spet treba. Mene je zanimalo predvsem to, da smo takrat, ko smo še mi skakali, veliko se je treniral na moč, eksplozivnost, ampak na skakalnic je bil pa izkoristek majhen. Tako da me je zelo zanimalo, kaj narediti, da bomo povezali nekje ta fizični del priprave s tehniko. Tako da sem tudi na fakulteti za šport sva z Joštom Bojanom potem začela razvijati vaje za tehnične treninge. Tudi potem v klubu naprej smo še nekje res naredili tak kompleksen trening za razvoj tehniko, kjer je bila vključena pač en del energetski v povezavi s tehničnimi vajami, da so bili tekmovalci bolj pripravljeni za naskakalnico. Ker mene je zmeraj motil, da se je na skakalnic veliko govoril, da je naredil to, da je naredil to, ampak enostavno, da fant tega ni mogel narediti, ker ni mu te avtomatke, šlo to zelo počasi. Zaradi tega je bilo tudi veliko poškodb več, kot pa zdaj. Tako da sem tudi na tem področju me je zanimal in smo kar že v Kranju, v Triglavu, kar se tega tiče, naredili velik korak naprej. Posledično je to dalo tudi veliko rezultatov, veliko reprezentantov in tako se je začela ta pot bolj, bi rekel, vrhunska, da je bil nivo višji in pa da je tudi šlo v slovenski učni sistem šel ta proces, da je danes nekako bolj to pripravljeno tudi za tek mlajše trenerje, klube in pa reprezentance. Zdaj, skoki so šport, ki se razvija tako po tisti plati opreme, kot seveda, kot ste sami dejali, tudi po pripravi samih tekmovalcev. Glede na to, da sami zelo natančno spremljate razvoj smučarskih skokov, da živite z njimi, kakšne spremembe pa so doživeli smučarski skoki, ne vem, od časov Bogdana Norčiča pa do današnjih prevcev? Ja, bom rekel, da velike. Sej ne v smislu, da so skoki, imajo še, bi rekel, kar se tehničnega dela tiče, osnove so iste. Da govorimo o počepu, od skoku na mizi, letu, ampak vse to je daj bolj spreciziran, ker je tudi oprema drugačna, tekmovalci, tako kot sem prej omenil, prihajajo bolj, kar se tiče tehnično pripravljene skakalnic, zdaj so urezane smučine na zaletu, ki takrat ni bilo in je bila to še dodatna težava, tako da je po tej plati, kar se tiče priprave skakalnic in pa v katero smer grejo skoki, je zdaj lažje. Težje pa biti dober, ker je veliko vezan tudi na opremo. Skakalci morajo zelo skrbeti za sebe, se pravi, da se vzdržujejo, kar se tiče morfologije, se pravi kile, gibljivost, da prihajajo fit na skakalnico. Sicer je težko slediti tem trendom, ko vemo, da se hitrosti zmanjšujejo, dresi so se nekako zožili, tako da je treba biti še bolj precizen. In potem paziti na vsak milimeter pri dresu, na vsak gram pri teži, hkrati pa obvladati še hitrosti, tehnike in vse, kar pa še zraven. Več o tem bova tudi midva še povedala o nadaljevanju. Zdajle pa si privoščiva kratek glasbeni predah. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica.
O smučarskih skokih klepetamo danes na valovih Radia Sora z Janijem Grilcem, človekom, ki ga pozna skakalni svet in seveda z velikim veseljem spremlja njegovo delo. Kot ste že povedali, začeli ste kot skakalec v domačem Adergasu, potem pa se hitro preselili v kranjski klub, tudi kot trener. Leta 1986 ste tam začeli kot trener, leta 1997 postali član slovenske reprezentance, 2011 pomočnik trenerja Gorana Janusa. Kar veliko dela ste opravili na tem področju, ampak vedno ostajali nekako v ozadju. Kako to? Zakaj ste se pravzaprav vedno držali nekje zadaj, hkrati pa imeli zelo pomembno, če ne kar odločilno vlogo pri vseh fantih, ki so šli skozi vaše roke? Jaz sem že prej treniral mladinsko reprezentanco, s katere je izhajalo kar veliko tekmovalcev, ki so potem tudi zaznamovali rezultate v svetovnem pokalu. In potem, ko so vsak trener, selektor, ki je prišel, me je nekako povabil zraven. Sam sem pa mogoče za te stvari premalo samozavesten. Čeprav poj na koncu vidiš, ker nekako vsebinsko delaš programe, pa vodiš treninge tudi, da bi se dal, tudi povabljen sem bil 2-krat, 3-krat, da bi reprezentanco prevzel. Sam nekako nisem tak tip človeka, da bi prenašal lažji strese, ki so veliki, pa tudi nekje mi nekaj ni dopuščala bolezen, ker sem vmes imel tudi epileptične napade, tako da sem se raj držal v ozadju, ker sem se tudi čutil močnega in tudi veliko treninga prevzel nase in tudi vsebinsko, kaj bomo delali, zakaj bomo delali, in me je ta pozicija bolj ustrezala, da sem malo bolj normalno živel lahko. Bili ste, kot pravijo skakalci, mojster za treninge, za dolge treninge, mojster tudi za to, da ste fante vedno znova znali motivirati, da so neke stvari ponavljali, tudi če so sami iskali bližnjice. Koliko potrpljenja je bilo v vseh teh 4 desetletjih vloženega v uspehe naših fantov in deklet? Saj, če imaš fante motivirane, nekako sem mu to srečal, ali pa ne vem, so tudi tako vzgojen bili, oziroma smo jih tudi mi vzgajali, da so imeli motiv za trening velik. Tako da nekako si zmeraj mogel spremljati glede na njihovo preteklo znanje in starost in na kjer skakalnic, v kateri kategoriji bo skakal, prilagajati tudi treninge njim. Je pa ena faza je, ki morajo pa kar dosti ponoviti učez, dati dosti tehnično zahtevnih vaj, ki jih je pa treba naučiti. Zato tudi ta časovnica je potem na začetku daljša, potem pa se to zmanjšuje in se gleda res bolj na kvaliteto. In vas je odvedno zanimalo, kako mora človek funkcionirati, da pri 90-100 km na uro, ko je na skakalnici, ko je v zraku, začne stvari delati refleksno, da zna prav reagirati v danem trenutku. Je to ena taka zelo neodgovorna naloga? Ja, siguran je. Sploh pri teh mlajših, ki imaš mladince, pa tudi pri članih na velikankah, moraš nekako oceniti, a je toliko znanja, toliko avtomatizma že v tekmovalcu, da ga ne boš poškodoval. Ker jaz vem, ker še ni bo teh smučin urezanih, pa oprema čist drugačna. Skakalnice so bili tudi starejši profili, ki je bila večja hitrost, večja višina, in jaz sem obdobje zmeraj sam gledal, da so bili po treningu vsi celi, ker enostavno je bilo toliko rizičnih skokov, toliko stresnih situacij, ki je šlo premalo v to smer, ki sem prej govoril. Zato me je tudi ponesel k temu, da naredimo nekaj na temu, da bojo fantje imeli tehniko, ko jo šli na skakalnico bolj avtomatizirano. In to je tisto področje, ki sem prej govoril, ki smo veliko naredili tudi v Triglav oziroma naprej v reprezentancah,
to me je zanimalo in sem se nekako v te stvari poglabljal in mislim, da nam je to kar veliko ratov prenesti v prakso, ker to se še daj v reprezentancah ponavlja, samo mogoče še malo dodamo kakšne stvari na višji nivo in pa tudi glede na opremo samo in pa pač še bolj ekstremno skakanje je. Ste z Gorazdom Bertoncljem in Bojanom Joštom postavili ene take dobre temelje, ne tudi za trenerje danes. Zdaj, če malo pogledava o sam tekmovalni šport med naše skakalne zvezde, trenirali ste Primoža Peterko, trenirali ste Robija Kranjca, Petra Prevca, pa tudi Ceneta, ne, in zdaj Domna. Kako je delati s takimi fanti, ki so perspektivni, ki pokažejo, da znajo, da zmorejo, ki osvajajo lovorike tako in drugače? Kako ponosni ste bili na njihove prve uspehe in velike zgodbe, ki so jih napisali skupaj z vami? Ja, siguren, se na koncev zato živiš, zato delaš in če v nekom vidiš veliko talenta, ga mu je treba razvijati, seveda v to smer, da osvoji tehniko, kot sem že prej povedal, ki je konkurenčna, ki je zautomatizirana, da potem res lahko prenesijo to znanje tudi na skakalnico. In moram reči, da in Primož, in Robi, in Peter, Cene, Domen, pa sej jih je bilo toliko fantov takih, mislim, da je tudi Rok Benkovič, ki je bil v mladinski reprezentanci, sicer tam sva veliko z Alešem Selakom sodelovala, pa tudi Striglava jih je bilo veliko, ki so bili v reprezentanci, ki so tudi točke svetovnega pokala dobivali, ampak jih je pa teh nekaj, ki so pa naredili še te šampionske rezultate. In seveda mu sem to srečo ali pa ne srečo, da sem šel z njimi usporedno v reprezentance, ker so oni z mladincev prihajali v člane ali pa že pri mladincih, so nekako, sem delal z njimi v klubu in posledično, ko so prišli oni v reprezentanco, se je kar dogajali, jaz sem šel zraven z njimi. Tako da smo kar usporedno šli in se res s tem potem še drugače to doživljal, ker si že z teh mladinskih otroških let poznal njihove rezultate. Ker meni se še sanal ni, vedel sem, da lahko veliko več naredimo, kar je bilo včasih, ampak nisem pa nikoli pomislil, da bojo pa vam prišli taki rezultati, kakor so. Še glede na to, da včasih nismo imeli teh 90-100 metrskih skakalnicih poletnih s plastiko, smo mogli za vsak skok hoditi v tujino. Tisto obdobje je bil sploh naporen, ker tu konkurenca je to imela. Še planica je bila podrta takrat kar dolg, tako da smo bili res, kar se tega tiče, fejs podhranjen in zato se mi zdi, da so te rezultati še več ureden. Ampak ja, vztrajnost je tista, ki je bogato poplačala vaše delo, vaš trud. Sami ste zagovornik tega, da se skakalne uspehe vsake nove sezone začne pravzaprav delati že v poletnih mesecih, od maja do avgusta, ko na sneg in smučarske skoke običajno ne pomislimo najbolj, kaj ne da? Ja, seveda, sej mene veliko ljudi novembra vpraša, a ste že začeli trenirati. Sem rekel, zdaj pa že ja. Drugače pa se res, to se začne že po 1. maju. Aprila imajo fantje bolj dopust, da mu skoke na stran dajo, ker potem da je drill to 10-11 mesecev, da moraš biti skozi v temu in seveda začne se že maja delati eno bazo tako in kondicijsko in tehnično, potem pa se stopnjuje to v kvaliteto, da se nekako v to predtekmovalno obdobje, to je tam oktober, november, pripelje že čim bolj pripravljene, da takrat samo stvari še sfiniširaš in da greš potem v tekme. Zdaj, ko sem brskala in iskala podatke o vas in vašem delu, sem velikokrat zasledila opis, da ste prav poseben mojster, ki zna pri skakalcu poiskati njegove specifike, morda tudi njegove slabosti, pa jih potem spremeniti v njegove prednosti. Verjetno je to plod vaših raziskav, vašega študija, vašega dela v praksi? Sej nekako
dobro, vseeno so te rezultati testiranja. Samo, če bi rekel, koliko je bil recimo en Fras Damjan eksploziven, pa še nekateri, tudi recimo Peter, ali pa koliko je Domen, bi lahko rekel, potem, kar testiraš na fakulteti za šport, bi rekel, ta ne more biti skakalec. Ker ima izkoristek, je zelo koordiniran, ampak nekako zmeraj moraš tisti manjko, ki manjka, dati še tisto piko na i, da tisto, kar ima dobrega, lažje izkorist. Če tako malo bolj po domače povem. So pa nekateri tudi, ki so bili res eksplozivni, pa je bil izkoristek na skakalnici majhen. S tem, da pa tukaj mora pristop pa biti spet čist drugačen. Tako, bolj individualen in pripravljen strani nepoznavalca, nekoga, ki tekmovalca spremlja dlje časa, ne nekoga, ki, če rečeva po domače, pade noter, čeprav je še kako velik strokovnjak. Ja, to se strinjam z vami, ker mi sami vemo, če gledamo nazaj, generacije oziroma rezultati, kakšni so bili. Mi smo imeli zmeraj najslabše rezultate, kadar smo tujce imeli. Pa ne zaradi tega, da rekel, da niso dobri. Ampak raven zaradi tega, ker niso našega sistema poznali, ker niso fantov poznali in je bilo tudi za njih težje. Tisto pa, kar smo mislili mi, da jo oni v nas sistem prinesli, smo bili pa kar malo razočarani. Moram reči, in če mislim, ne mislim daleč od tega, da mislim, ker ga podcenjevati. Ampak glede na to, koliko so bili tudi te strokovnjaki za samo smučarsko zvezo dražji kot mi, nismo od tega dobri. In potem te še bolj potegne not v to, pa kje smo pa mi zdaj, ne znamo mi sami nekaj sestaviti, in to sem tudi takrat, ko sva z Goranom začela, je nekako vrh smučarske zveze spet hotel pripeljati tujce. In takrat, meni je takrat toliko dol padel, da sem skoki nehal. Sem se poslovil trenirana. Ampak ne za dolgo, ne? Ja, bom rekel, za par mesecev. Pa potem imeli dvojno službo, ne? Na Kranjski občini, pa še v skokih. Ja, bil sem za objekte, oziroma Planino sem dobil dvorano in tam se je dalo uskladiti pač moje delo in pač je bilo pa tako, da če imel neke druge objekte, je bilo spet težje. Tukaj se pa dalo dosti uskladiti in potem smo naredili tripartitno pogodbo, da je zveza plačevala zavodu za mojo odsotnost, tako da je to vse normalno laufalo naprej, ker jaz nisem pa hotel pogodbeno na smučarsko zvezo. Zakaj? Zaradi tega, ker sem bil 50 let star in sem rekel, tam je tako, če imaš en let, dve slabe rezultate, službo zgubiš in potem je to težko pri teh letih spet nekaj na novo začenjati. In ste postavili trdne temelje, pa potem ostali v smučarskih skokih in še ostajate, ne? Hvala Bogu. Ja, ne vem, včasih že sam sebe sprašujem, mi je kar naroden, ker sem toliko starejši od teh mlajših, sem rekel, pa se marsikaj misli, pa kva še ta star zraven dela. Ampak to sem tem trenerjem tudi dvakrat predstavil in so rekli, pa kva je s tabo, pa kva ti je težko, a se ne počutiš dobro med nam, ker so vsi toliko mlajši. Sam nekje, da čutiš, da te oni rabijo in da lahko daš en doprinos in da fantje želijo delati naprej, ti potem to da nek zagon. In je tako, kot je. In hvala Bogu, da je tako. O tem, kako še bo, pa v nadaljevanju. Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Na stežaj odpiramo vrata v življenje in delo našega današnjega sogovornika Janija Grilca. Na smučarskih skakalnicah smo in ostajamo. Prej sva že povedala marsikaj zanimivega iz vaše kariere, zdajle pa se lahko dotakneva naše trenutno najbolj znane, ne samo doma, ampak tudi v svetu, skakalne družine Prevc. Vi ste pravzaprav vse tri fante in tudi Niko, lahko rečeva, spremljali od malih nog. Za
kako dragoceno skakalno zgodbo pravzaprav gre, za kakšen skakalni fenomen? Ja, se to zdaj zadnjih, bom rekel, 50 let vidimo, da je dejansko skakalni fenomen. Se takrat to nisi vedel, ko so bili majhni, mislim, ko so bili mlajši. Videl si, da nekaj imajo oseb. Ampak da to nekaj, kar imajo v sebi, potem tudi razvijete, pa terja veliko dela, veliko potrpljenja in takih zgodb, ki jih ne vidimo nekje tam v ozadju. Ja, seveda so. Sej na koncev, ko dobiš te mlade tekmovalce, pač enih stvari napoznaš, vidiš, da so vzgojeni, vidiš, da imajo talent, samo takrat jim je treba pa še vse razviti. Kdaj, če se spomnim, kako je Peter skakal pri 15-14 letih, ali pa ko je Domen skakal, ali pa tudi Sene, takrat opaziš, v katero smer jih moraš razvijati, peljati, da jo pač do tiste tehnike prišli, da je ta tehnika učinkovita, da jih popelje na vrh. Potem pa se to skozi leta spremlja. In mi smo imeli to srečo, tudi z očetom sva veliko sodelovala, v smislu kakšnega pogovora, se se nikoli ni noben vtikal, kako jih mi treniramo, ampak bolj v smislu, kako so na treningih, če so pridni, če delajo, to itak ni bilo problema, oziroma oče tudi glede na to, kako so jih vzgajali, je tudi nekje ga je zanimalo, kdo z njimi dela in kako, kar je tudi prav, sej, če si ti toliko vložil otroka, pač voziš ga toliko daleč na treninge, je siguren, da imaš tudi neko skrb, kam jih voziš, pa kako se dela z njimi. Tako da je bilo kar pestro in jaz sem vesel, da sem lahko z njimi delal, oziroma delam toliko let, in zdaj, če sem jim pri tem pripomogel, da so zdaj tam, ker sem še toliko bolj vesel. Najbolj sem pa vesel za Domna, ker sem večkrat slišal, ja, sej on bo sam na ta velikih skakalnicah, ne more, on ne bo nikoli nekje na vrhu. To sem še od parih tujih strokovnjakov slišal in to je tisto, kar govorim, oziroma kar me sprašujete, kako je zanimivo, če znaš opazovati nekega tekmovalca, koliko malo mu manjka, da bi bil res uspešen, pa to ne gre tako, gre počasi. Ker vemo, eksplozivno moč je nekako prirojena in tu narediš nekje 10% še lahko. Samo lahko je to veliko, ker glede na deficit, ki ga je Domen mu, oziroma kako izkorišča, če se majhen dvigne na mis, kako je v letu močen. In to nam je zdaj zadnje leta uspel, ker je še nekoliko izboljšal samo moč na mizi, oziroma že s položajem na naletu. Sam se pravim, to so neki vzorci, ki jih je treba razvijati. In zdaj to ven eskaliral. Sta z njegovim perfekcionizmom in vašim znanjem prišla do formule, ki letos sega po zvezdah. Tudi vam je na minulih olimpijskih igrah, ste rekli, zbrisal 10 let, vas pomladil za 5 let, ali kako že? Ja, pa seveda, ko se spomniš, kva si vse zgodil, pa se spomniš malo, kako je bilo 5-7 let nazaj, ko so se dogajale kakšne stvari take zanimive, prijetne, čeprav v reku ni šlo to v prid skokem, ampak je, ko vidiš tisto igrivost, tisto srčnost, tisto v reku energijo, ki jo je skoraj preveč, zato pač se tudi na več stvari razdajaš, da jo nekje pokuraš in tako zelo dobro se ga spomnim, ko smo ga prvič vzeli na svetovnem pokalu na Norveško, je rekel, Goran, poglej, kako ga je Fleten gledati, se ga je povsod polhne. Enostavno, videl se, da to energijo je treba počasi samo nekje usmerjati v trening in potem da v to rezultira. Je pa bilo zmeraj, mene je bilo najbrž strah v Oberstdorf, ki je šel Domen prvič na velikanko,
Sicer ta strah ne smeš pred fantom pokazati, ampak v notranjosti. In glede na to, da je to toliko ekstremno skakal, a bo šlo to vse, koliko more jeti, ampak pojka nazaj filen zavrtiš, se rečeš, pa se če je na unah skakalnicah 120, 140 skakal, pa da se mu neč zgodil, je treba v bistvu tam ga samo fanta pomiriti in mu reči, da gre lepo umirjeno po vrsta, ne. To ima pa tako avtomatiziran, tako da se je tudi tam dobro iztekel. In to vam več kot odlično uspeva, to pravijo tudi fantje sami, ne, ki vas opisujejo kot alfo in omego naših skokov, legendo iz ozadja, največji dragulj, gospod skokov. Kaj vam kot sicer strogemu, zahtevnemu trenerju, ne, pomenijo takšne pohvale mladih fantov, ki osvajajo najvišja priznanja? Dobro, sej, da bili kakšni dragulji, to nismo, to so baloni. Seveda si pa, nekaj ti je pa dan in če to s pripadnostjo spremljaš, pa lahko to unovčaš in to fantje čutijo, to sigurno čutijo in sploh se mi zdi, da prevčevi še bolj, ki so vzgojeni, ki jim to ni težko in tudi čutijo, a je to prava pot, a ni, ne moreš blefirati in s takem lahko tudi veliko narediš. In če oni vidijo, da ti ne blefiraš, da nekako jim vsebino tako narediš, da se to odziva nazaj v kvaliteto skoka, potem je to lažje. Ampak do tega prideti je pa težko in tudi potem moraš biti to 100%. Meni kjer prav, sej, bud pa malo še tako zraven občasno. To ne gre, poj bolj, da me ni zraven. Ti moraš biti skozi zraven na treningih, da nekako fanta vidiš tudi gibalno, mentalno, kako funkcionira, da nekje poj vidiš, a gre to v pravo smer. Drugače ne moreš. Zato tudi te trenerji, ki smo zdaj skup, sem zelo vesel, da je taka ekipa prišla sposobna, ki je to sposobna pelati naprej, tako da mislim, da se ni bati za skok. Ja, verjamemo, da ne. Midva si bova zdajle privoščila še nekaj glasbe, potem pa seveda skočila tudi na olimpijske igre, pa v Planico in našim poslušalkam ter poslušalcem zaupala še marsikaj zanimivega. Na stežaj. Radijska klepetalnica na Radiu Sora. Ja, hitro teče čas v družbi Janija Grilca, mojstra smučarskih skokov, poznavalca smučarskih skokov. Morda zdajle še nekaj besedic na splošno, preden bova po svežih novicah skočila v Planico. Kaj takega je, če rečeva po domače, v gorenskem luftu, da prav na tem koncu zraste toliko odličnih skakalcev in skakalk, ki krojijo sam svetovni vrh? Ja, mislim, da je sploh po vaseh lažje dobiti take zdrave fante za tak šport, ki so nekako tudi navajen bolj trdega dela oziroma vzgoje. In pa tudi bolj, ne vem, ko bili gibalno tudi boljši, ker so več živijo v naravi in bolj bi po te plat gledal, ker če se tako vrnem, od kje so, pa kaj so dosegali, bi rekel, je kar nekje 70-80% res fantov z vasi, pa ne, da podcenjujem kjerga, ampak nekako so bolj naravni, bolj so koordinirani, bolj so korajžni tudi. Prej sva že govorila o tem, kako zelo radi vas imajo skakalci, koliko lepih besed, pohval vam namenijo ob njihovih uspehih. Tudi sicer ste za svoje delo prejeli številna priznanja, od državnega odlikovanja iz rok predsednika Pahorja, naziv častnega občana domače občine Cerklje, če zraven dodava še vse kristalne globuse, naslove svetovnih prvakov, rekorderje. Kaj vam takšna priznanja za vaše delo pomenijo? Vsa so pravzaprav tudi malo vaša. Ja, predvsem to, da kako ljudje spremljajo skoke v Sloveniji. In to največ da, ker to pomeni, da nekaj vračaš nazaj ljudem. To se vidi tudi na obisku v Planici in to je še tista pika na i, tisti kanček, ki te še bolj motivacijsko drži.
na površju, čeprav je velikrat težko, ampak ko vidiš te stvari, ko čutiš ta, bi rekel, odziv nazaj, te res to še dvigne, ti srce zaigra. In to je pomemben, da gledalci, navijači slovenski in sama disciplina, da je to tako povezan, da je taka kemija, taka pozitivna energija. Zdaj pa morda še besedico ali dve v tisti drugi plati. Posebno priznanje je verjetno tudi radovednost tujih skakalnih strokovnjakov, ki z zanimanjem spremljajo vaše delo, ki ob omembi Janija Grilca našpičijo ušesa in pozorno prisluhnejo tistemu, kar imate povedati ali pa imajo drugi zapovedati o vašem delu. Je to tudi eno tako priznanje za vse, kar ste naredili za razvoj skakalnega športa v Sloveniji? Ja, zdaj, ne vem, tukaj jaz nisem bil pozoren na to, ko kdo opazuje. Opazil sem, sploh v obdobju Petra Prevca, na koncev tudi Robija in kasneje zdaj Domna, se bolj opazujejo, kakšno imamo pripravo na trening, tudi nekateri, sploh ta vzhodni del, ki so skoki niso toliko razviti, kdaj sprašujejo, pa oziroma smo tudi, jaz sem tudi bil pripravljen za pomoč, sploh z bolgarsko reprezentanco oziroma z geografskim, ki je bil še manjši, je bil kar tukaj, smo veliko sodelovali, pa še z nekaterimi, pa tako da ja, pa tudi, ko je bil Peter, se spomnim, ko je ta Werner Schuster, ki je mu Nemce takrat, je zelo opazoval, ker sta se 2 let borila Peter in Freund, oziroma potem kasneje mu je Peter dal nazaj, ker orang lekcijo, da videl sem pred tekmam, da sploh Werner je zelo opazoval pa slikal. Dobro, če je kaj z tistega potegnil, jaz ne vem, ampak dejstvo je, da je zanimanje potem večje, tudi stroke, kaj počneš. Saj smo tudi mi kukali po Avstrijcih ali pa samo, ne vem, jaz sem zmeraj zagovarjal, da mi moramo sami moramo pač en sistem narediti, eno vsebino, ki pije vodo, ki daje rezultate. Tako da ja, tudi tega je nekaj res. Ja, vam je to uspelo. Midva bova si zdajle privoščila kratko pauzo, sveže novice, potem pa rekla še kakšno o planici, ki jo vsi že težko čakamo. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Planica, snežena kraljica so prepevali Avseniki in prav v planici bomo z Janijem Grilcem klepetali v nadaljevanju. Gospod Grilc, kako blizu vam je tale pesem, kako toplo pogreje pri srcu? Ja, zmeraj se takrat spomnim na tisti najlepši del, se pravi finale svetovnega pokala, ker takrat res se kaže, kakšna pozitivna energija, kakšen dogodek je to v planici. In tudi res čudovito, ki je veliko gledalcev, vse se poistoveti s planico, skoki. In je nekaj posebnega, tudi glede na druga prizorišča, če gledate kaj skoke, vidite, malo kje je toliko ljudi, tako vzdušje in to je super. Ima planica eno tako posebno srce, ne? Ja, ima posebno mesto in to tudi glede na zgodovino nazaj. Tukaj se je vse začelo, kar se tiče smučarskih skokov. Tudi konštruktor Janez Gorišek je to pokojni žal lepo zapeljal, da se je ta velikost skakalnic lepo nadgrajevala, da je bilo toliko rekordov. To je velik podatek. In letos bo planica, lahko rečeva, ponovno postavila nov mejnik v slovensko in svetovno skakalno zgodovino. Prvič bodo na planiški tekmi na zaključku skakalne sezone nastopila tudi dekleta. Za kako velik mejnik v svetu skakalnega športa pa gre? Ja, to je velik mejnik, da punce skačejo na velikanki. To, če mene 5 let nazaj prav vprašal, bi rekel, da to še dolgo ne bo. Ampak vidite, kako gre ta razvoj hitro naprej.
tako da je že vsej v Vikersundu so že lani pač to speljali, tam je le velikanka majhen, malo drugačna, nižji parabola je, tako da je po tej plati vseeno malo lažje. Planica je pač velikanka taka, ki je lepša tekma, več je dolgih skokov, ni tistih kratkih skokov, pa tudi sami skoki so v planici nasplošno daljši kot druge. Tako da je tudi po tej plati res lepo gledati. Jaz upam, da so tudi za te dekleta vse srečno izteklo, da bo vreme v redu, da ne bo vetra, in glede na to, ker sem jih malo gledal na tekmah včeraj na velikanki, pač v soboto, moram reči, da sem bil zelo pozitivno presenečen, kako skačejo nekatere tehnično lepo. Tako da ja, velik napredek. Od četrtka do nedelje bodo oči celega sveta uprte v Planico. Konkurenca bo močna, razplet kristalen, ne? Pa vendar, kako vi vidite prihajajoče tekme naših fantov in deklet, kako napeto bo pravzaprav za ta grande finale, veliki finale? Ja, napeto bo po plati samega dogodka, ne bo pa napeto po rezultatski plati, ker in Nika in Domen imata globus že osvojen. Tako da bomo v tej luči tudi mi trenerji lažje dihali, tudi za gledalce bo res nekaj posebnega, ker je tisto, kar je v pričakovanju, je že narejeno, in na tak dogodek prideti, na podelitev oziroma na zadnjo tekmo in na podelitev globusa, to je še nekaj dodatno posebnega, ki se zgodi zelo malokrat. Pri nam se jih sreč kar nekajkrat s Primožem in s Petrom, da ne govorimo o malih globusih, jih je bilo pa veliko. Tako da jaz vabim v tej priliki, da pride čim več Slovencev oziroma bodo tudi tujci, glede na to, da smo na tromeji in na zanimanje samega dogodka, ki pač velikanka ima svoj čar. Tako da ja, super bo. Vi imate že spakiran kovček za Planico, glede na to, da se boste iz Cerkelj za ta konec tedna kar preselili na sever države? Pa sej Slovenija je tako majhna, da ni treba veliko pakirati, pa par dni prej, to je čistko. To je tako, bi rekel, da se v svoj drugi dom peleš, ali pa v Kranj na skakalnico, razen da je model. Tako da ja, fajn je po tej plati, ker ni logistika zahtevna, ki je blizu, in zmeraj komaj čakamo ta dogodek. Tako, nekaj dni nas še loči do takrat, midva pa čisto na hitro, morda še pogled v prihodnost. Česa si želite za razvoj, za nadaljevanje tradicije smučarskih skokov v Sloveniji? Ja, jaz upam, da bo šla ta stvar tudi preko teh mlajših lepo tako naprej, kot je zastavljena, ker zdaj vsa podlaga je za to. Skakalnica v Kranju, v Planici, klubov je kar nekaj, medtem tudi žiri tukaj blizu, ki delajo dobro in ki imajo te manjše centre. Zato mislim, podlaga za dobro delo je, oziroma uspešno, ker je tako, so postavljeni pogoji in sama hierarhija. Tudi trenerjev je zdaj kar nekaj, ki imajo te licence A-Pro, BC. Tukaj sem tudi, vem zato, ker sem sam sodeloval, ker imam ta področje specialne priprave, je v njihovem učnem programu, ki ga pač pokrivam. Tako da vem, da je baze kar nekaj, tudi trenerjev upam, da bojo sam delali s srcem in da bojo talente iskali, obdržali, in pot za to je prava. Vi pa jim boste z veseljem priskočili na pomoč, če jo bodo potrebovali oziroma ko vas bodo zanjo vprašali. Nama je ostalo še kar nekaj tem, gospod Jani Grilc, tako da se priporočam za še kakšen obisk. Za danes pa hvala lepa za vse povedano in krasen zaključek skakalne sezone vam želim, pa vse dobro na vseh vaših poteh. Srečno! Hvala tudi vam, srečno!